Dobro jutro iz Maribora, ura je 15 minut do 7 in danes bom govoril o zelo pomembni stvari, in sicer o dihanju. Obstajata dve lokaciji. Ena lokacija je tukaj in ena lokacija je v umu. Tukaj je fizična realnost. Je univerzalna fizična realnost, ki si jo vsi skupaj delimo. Karkoli počnemo v fizični realnosti, vpliva na vsa ostala živa bitja, ker si vsi delimo eno samo realnost. Pa je princip ločenosti od te univerzalne fizične realnosti. V našem umu ustvarjamo virtualno resničnost, paralelno realnost, nerealno realnost in v njej lahko razmišljamo o preteklosti, o prihodnosti, ustvarjamo gradove v oblakih, si domišljamo številne reči. V našem umu smo lahko bogovi, lahko počnemo karkoli, vendar karkoli počnemo v umu, nima absolutno nobenega učinka na fizično realnost. Ko zopet gremo ven iz našega uma, ko se spet zavedamo svojega dihanja, takrat vidimo, kakšna realnost dejansko je. In poanta je v tem, da ne moremo biti hkrati na dveh krajih. Ne moremo biti hkrati v tej fizični realnosti in ne moremo biti hkrati v umu in razmišljati. Posledično ne moremo upravljati z fizičnim telesom in z funkcijami fizičnega telesa, med katerimi je najbolj pomembno dihanje. Dihanje je tista funkcija, za katero mi lahko zavedno upravljamo. Ne moremo na primer zaustaviti utripanja svojega srca, lahko pa zaustavimo svoje dihanje, lahko ga pospešimo, lahko ga upočasnimo. Zato je dihanje tisto primarno orodje, z katerim se lahko povežemo, integriramo z našim fizičnim telesom. Torej, v vsakem trenutku, ko smo pozorni na naše dihanje, ko se zavedamo svojega dihanja, ko vdihnemo, izdihnemo, smo tukaj. Smo v našem fizičnem telesu, smo v fizični realnosti. Kadarkoli opazimo misel, nas pokliče: poglej, tukaj imam zate eno misel, pojdi z mano v pojdi v virtualno resničnost, bova majčkeno razmišljala, bova majčkeno fantazirala, takrat pa gremo v in gremo stran, gremo ven nekako, se odmaknemo iz tega fizičnega telesa, smo v bistvu še vedno v fizičnem telesu, ampak smo v nekem stanju nezavedanja fizičnega telesa. Postanemo neke vrste zaspane osebe, smo v neke vrste hipnozi, ali lahko rečemo, da postanemo zombiji ali umski roboti, smo samo še v pasivni vlogi opazovalca te realnosti in kaj počnemo kot mi, kot živo bitje, kot fizično telo, tega se pa ne zavedamo in zato kadarkoli smo v postanemo neodgovorni, ker se ne zavedamo, kaj počnemo kot fizično telo, ki vpliva na univerzalno fizično realnost tega sveta. Zato je pomembno, da se dihanja zavedamo v vsakem trenutku. Ogromno duhovnih praks, tantričnih, jogijskih, vsebuje dihalne vaje oziroma pranajame. Ampak kar se tam priporoča, je samo osredotočenost na dihanje za določen čas. Ampak pomembno je, da se zavedamo dihanja
v slehernem trenutku, neprestano. Kajti samo takrat, ko se zavedamo dihanja, takrat smo tukaj, smo del fizičnega, smo del življenja. Kadarkoli pozabimo na dihanje, nismo več življenje. Smo samo še energetski sistem, ki nam ni mar za življenje, ni nam mar za ta svet in posledično uničujemo življenje. Zaradi tega, ker bivamo v umu, ker pozabimo na dihanje, povzročamo razne prepire, vojne, lakote, pomanjkanje in tako naprej. Ker ko smo v umu, so za nas najbolj pomembne čustvene energije. Energije dobrih ali slabih občutkov, naše predstave o lastni večvrednosti, o pomembnosti nas samih in nas ne zanima za druga živa bitja. Samo ko smo zavedani svojega dihanja, smo pa tukaj v tem fizičnem telesu in sposobni resnične empatije. Samo ko smo v fizičnem telesu, smo se sposobni uživeti v druga živa bitja, razumeti njihove potrebe, razumeti njihovo doživljanje. Zato vas vabim, da se čim večkrat oziroma neprestano zavedate svojega dihanja in kadarkoli opazite, da vas zmoti misel ali da imate čustveno reakcijo, takoj usmerite pozornost nazaj na vaše dihanje. In vabim vas, da kadarkoli tudi pogledate povezave pod temi videoposnetki, ki jih delam, kljub temu, da vas včasih ne povabim, vedno pod te videoposnetke dodam še zelo pomembne povezave, dodatne videoposnetke, bloge, audioposnetke, za katerim boste lahko še bolj si pomagali pri integraciji z fizičnim telesom in pri razumevanju in spoštovanju tega življenja. Srečno, do prihodnjič!